Jaz se svoje prababice spomnim kot zelo prijazno, prijetno gospo. Smo jo hodili v dom obiskovat, ki je od leta 2014 bila v domu. Zaradi veljavnih ukrepov je že dolgo nista videla, so se pa večkrat slišali po telefonu. Tudi nekaj dni preden je umrla, česar niso pričakovali. Prvi dan je najhujši, tako da se prvi dan nisem z nobenim pogovarjal, kaj dosti. Mene je zelo potrlo in zelo me je presenetilo, res. Vsi smo jokali tako, kot tudi vsak normalen človek. To je tak občutek, tega ne moreš spremeniti, ker se od njega moraš posloviti. Če čutimo, da potrebujemo jokati, da naše telo želi jokati, potem jokamo. Če potrebujemo tišino, je tišina. Malo sem mogel vse to sam premisliti, pa da sem me pustili na miru. Včasih ne razumemo, se sprašujemo, zakaj se je to zgodilo. Če sami ne najdemo odgovora, je zelo primerno, če lahko imamo koga, ki bi se z nami o tem pogovoril. Da se pomirimo. Pomagajo pa nam lahko tudi knjige, a vsak žaluje na svoj način. Luka in Anja sta se od pokojne prababice najprej poslovila v domu starejših. Še dolgo nismo videli, tako da smo še hoteli posloviti. Da jo vsaj takrat vidiš, ne. Smo se mogli vse skafandre, maske posebne čisto zaščititi in pa smo šli pokropiti pa se posloviti od nje. Pa so jo pa peljali na upepelitev. Tudi pogreb je bil zelo čustven in jima je veliko pomenil. Se lepo počasi posloviš od nje in je pa v redu. Če pa tudi te možnosti nismo imeli, potem pa lahko doma si naredimo en tak prostor, damo svečko, jo prižgemo in smo takrat v mislih s to osebo. Z dneva v dan je vedno lažje to sprejemati. Ni več toliko žalosti, zdaj smo tudi bolj veseli. Je tudi seveda pomembno, da počnemo naprej tiste stvari, ki smo jih radi počeli v življenju. Prijatelju, ki ga je doletela izguba, lahko pomagamo tako, da sočustvujemo z njim, mu izrečemo sožalje in ponudimo družbo. Ampak pomembno je pa, da vemo, da nam bo žalujoči povedal, kaj potrebuje in kaj želi. Luka in Anja se zdaj na prababico spomnita tudi tako, da obiščeta njen grob. Lahko se še kaj pogovorim z njo tako na samem.